Torej me zanima namen vašega obiska, zakaj pa, kaj se vam predstavlja, kaj ste izvedeli? Mi smo se odzvali v poslanski skupini Zares oziroma stranki smo se odzvali povabilu socialnega centra Rog, ki že dlje časa opozarja o neprimernih okoliščinah, ki veljajo v domu oziroma za postopke azilantom nasploh. In danes smo te informacije nadgradili z pravimi informacijami, ki smo jih dobili dobesedno od azilantov in so zelo dragocene in nas bojo vodile pri temu, če bomo lahko in razmišljali, govorili naprej o temu in tudi delali, če se bo le dalo. Te zgodbe niso, to so velike usode ljudi, s katerimi se mi zdi, da se svet preveč poigrava in ni prav, da je to tako, kot je. Kaj ste ugotovili, kakšne so razmere v domu? Mi smo se danes srečali z prebivalci doma, ne z upravo. Zdi se nam zelo pomembno, da so nam povedali svoje izkušnje, ki jih razumejo znotraj postopkov samih pri obravnavanju statusa azilanta in nasploh tretmaju kot diskriminatorne in tudi kot ne razrešujejo njihovih problemov, razumejo jih kot igranje z usodami z ljudmi in zavlačevanje postopkov. Konec koncev v zadnjih letih je Slovenija podelila 3 azile. Kakor smo slišali, kako se izvajajo ti postopki, se nam dozdeva, da se pelje vse v tej smeri, da nihče ne dobi azila. Vemo pa, da so ljudje tukaj zaradi velikih stisk in niso odšli vrčke na počitnice tukaj okrog v Evropo, ampak jih je velika stiska pregnala iz svoje države. Kaj lahko država naredi na tej problematiki? Država mora pogledati, kako se izvaja obstoječi zakon. Tu naj preverijo vse institucije, ki lahko pridobijo ta pogled v to izvajanje. V nadaljevanju pa bo treba pogledati, ali je ta zakon primeren. Se vam zdi, da ni primeren? Rekel sem, da je treba pogledati, ali je primeren. Vemo pa, kot smo slišali današnje domujoče tukaj, da se izvaja zelo v tej smeri, da nikakor ne bi dobili azila.